Ja, čas je, da se gremo igrat, cenjene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi epizodi Antikviza, ki se še malo ozira, kot smo rekli, na predvolilno kampanjo. V njej smo namreč od nekega zelo izpostavljenega influencerja izvedeli, da on zagotovo ni nastal iz bakterije. A ne, Ajda? Ne, on je nastal iz Adama in Eve, skratka, kreacionist in ne glede na to, kaj pravi znanost, on prisega na to, kar pravi verouk. Ja, ali pa, ne vem kakšne vere, s katerimi veri se posvetuje, v glavnem svojo realnost gradi na tem, kar pač sam verjame. Midva sva se pa odločila, da danes v Antikvizu nastopi človek, ki bi mu kar ostro oporekal, to je Charles Darwin. Ja, ne preživijo najmočnejši in najbolj inteligentni, preživijo najbolj prilagodljivi, to je pa dejstvo, ki ga danes zlahka potrdimo v branju katerekoli novice in to dejansko govorim malo v prid prej omenjenemu, ne. Misel, ki jo je pred skoraj 170 leti zapisal Darwin v svoji O izvoru vrst. Torej 5 dejstev o Darwinu, 4 so resnična, 1 izmišljeno, iščemo pa seveda prav tega. 01 475 202. To so podatki o Charlesu Darwinu. Prvi. Leta 2017 so Britanci podobo Charlesa Darwina na zadnji strani bankovca za 10 funtov zamenjali s podobo Jane Austen. Razlog? Ženske kvote. Drugi podatek. Darwinove nagrade podeljujejo letno v Veliki Britaniji, prejmejo pa jih tisti posamezniki, ki so na najbolj butast način povzročili svojo smrt in tako samo selekcijo pripomogli k izboljšanju človeškega genetskega bazena. Tretji podatek pravi, da je znano dejstvo, da se je kljub zavedanju o tveganju Charles Darwin poročil svojo sestrično, imela sta skupaj 10 otrok. Četrti podatek. Karl Marx je na začetku svojega Kapitala hotel napisati posvetilo Darwinu, pa ga je ta kar se da vljudno zavrnil. In še peti podatek o Darwinu. Mount Darwin je ime 6 gora, vsaka celina ima svoje z eno izjemo. Mount Darwina nimamo samo v Evropi. 01 475 202. 5 podatkov, eden ne drži, kateri? Ja, torej 01 475 202, številka, ki jo običajno najhitreje zavrti. Dobro jutro. Dobro jutro. Primož. Naš stalni sodelavec vas odslej imenuje Vazajdo. Strokovni, kako že strokovni sodelavec? Ja, ali pa strokovni sokomentator. Tako. Bišel, kaj je butast, da ona so vse. Butast? Ne, da ne spres ne. Ne, to ne bom. Tega ne bom. To mislim, da slopim kar varjel. Čemu? Butast mu samomoru. Aha, Darwinove nagrade. Ne samo butast samomor, to so podeljujejo v bistvu posthumne so te nagrade, ne? Ja. Drugačno mora biti, ker če mu ne uspe, pol ni samomor. Ker ne gre za res, ja, za samomore. V bistvu gre za, kot pravi trditev, za samo selekcijo, s katero pripomoreš k izboljšanju posthumno, ne, k izboljšanju človeškega genetskega bazena, s tem, da te ni več. V bistvu po nesreči. Po nesreči, ja. Ne za nalašč. Oziroma po pameti. Težko rečeš samomor, če preživiš, ne? Ja. Ampam pet pozgan petka. Kako je že tisto začetka, kar sva rekla, da ni nujno, da si najmočnejši in najbolj inteligenten, najbolj prilagodljivi preživijo. Ali pa najbolj vztrajni. Najbolj vztrajni. Ja, petka je napačna, kar pomeni v našem kvizu, da je pravilna, ne? Ja, gore so malo, bom rekel, ki sem nekako varjel. Ja.
Je pa res, da ima on Darwin kar pogosto ime za gore. Ne? Ena je v Čilu, ob koncu Andov že na ognjeni zemlji, se pravi Južna Amerika. Ta ima tudi najbolj zanimivo zgodbo, saj je gora dobila ime že med Darwinovim potovanjem. Po njem so imenovali na Darwinov 25. rojstni dan. Mount Darwin imajo tudi v Kaliforniji, to je Severna Amerika, torej pa na Tasmaniji in na Novi Zelandiji sta tudi dve take gori, se pravi, to smo že pri 3 celinah, ne? Ja, Južno, Severno Ameriko, Avstralijo in Oceanijo smo odkljukali, pa potem Galapaško otočje, torej Srednja Amerika, tudi tam imajo svojo, logično, tam je dobil ultimativno potrditev za svoje ideje Darwin, pa Darwin Mountains se imenuje še ena gorska veriga na Avstraliji. Ni pa res nobene Darwinove gore v Aziji in ni je niti v Evropi. In v bistvu je ni niti v Afriki, ne? Čeprav tam lahko damo tako zvezdico, ja, ker opombo. Je Darwin Mountain je namreč ime manjšemu mestecu v Zimbabveju s kakimi 6000 dušami. Torej, imajo Mount Darwin, ki pa ni gora. Ja, skratka, na približno pol celinah pa je gora, trditev pa je bila samo, da je samo v Evropi, ni povsod drugod, pa pač da je. Primož, čestitke. Ja, hvala. Pozdravljam Roberta, ki verjetno ne bo prišel na vrsto, če posluša. In Robert, pa če 14 dni, ne, če sem prav razumel. Antikviz verjetno vseeno tudi prihodnji ponedeljek. A to ja? Aha. Verjetno, zelo verjetno. Bomo jezikali, če bo šlo. Tako. Dobro. Primož, ja. Uspešen ponedeljek, lep teden, pa se slišimo, ne? Enako, lepo bodite. Enako. Kaj praviš, kdo je čakal drugi? Ja, Robert verjetno, predvidevam, ki bo vrnil Primožu prihodnji teden. Tako, preživijo najbolj prilagodljivi. Tako. Tisti, ki se najbolj... Tisti, ki pod V bistvu sem verjetno povedal misel, ki je nisem hotel. Ne, pustiva, zapletava se. Greva kar po vrsti, ne? Greva. 10 britanskih funtov. Na prvi strani bankovca seveda kraljica, na zadnji strani... Ali kralj, ponovem, ne? Ali kralj, tako. Na zadnji strani pa so se podobe tudi spreminjale, no? Leta 2000 je prišel na bankovec portret Charlesa Darwina, poleg njega še ilustracija ladje, s katero je obplul svet, Bigla, pa še nekaj malega flore in faune. No, leta 2013 se je pa potem angleška banka, torej Bank of England, odločila, da bo zamenjala Darwina za pisateljico Jane Austen. Verjetno jo poznate, romana Prevzetnost in pristranost ter razsodnost in rahločutnost je med drugim napisala v začetku 19. stoletja. Za zgodnje jutranje recitacije na radiju. Jane Austen je prišla v obtok leta 2017, torej bankovec 28. februarja 2018 pa ste lahko zadnjič plačevali z Darwinom. Zakaj je Austenova zamenjala Darwina? Zaradi kampanje, da bi imeli na britanskih bankovcih vedno vsaj eno žensko. In Elizabeth Fry, reformatorka zaporniškega sistema, je bila do leta 2016 pač takrat edina ženska upodobljena na zadnji strani britanskih bankovcev. Potem jo je tam zamenjal Winston Churchill. No, na centralni banki so se pa potem odločili, da se spodobi ohraniti to žensko kvoto, ne, minimalno, in tako so izbrali Darwina in ga umaknili in ga zamenjali z Austenovo. Pa še zanimivost, ne, ravno ta mesec, se pravi marca letos, pred v bistvu nekaj dnevi so potrdili, da si prihodnje leto poslavlja Churchill, ja. Zamenjali ga bodo pa britanske divje živali. Ja. Ja, ker divje pa so tudi v bistvu Darwinove... na nek način prihaja nazaj, ja. Darwin, ne. Tako. Ker divje pa so tudi Darwinove nagrade, ki so nastale kot šala sredi 80-ih, bolj poznane in konkretne pa so postale v 90-ih s pojavom spleta, seveda, in vzpostavitvijo spletne strani. Tam piše, da je namen Darwinovih nagrad spomin na posameznike, ki so
zaščitili človeški genetski bazen z ultimativno žrtvijo, torej dali so svoje življenje. Z dodatkom, da so se zmagovalci eliminirali, torej sami sebe, na kar se da nenavaden, lahko bi rekli celo idiotski način, s čimer pa so torej izboljšali možnost naše vrste za dolgoročnejše preživetje. Dobra definicija, ne, ja. Boš dal nekaj primerov? Recimo, spomnimo se fanta, ki je pred leti šel pridigat o večnem življenju na samotni prepovedan otok, mislim, da v Indiji, pa so ga tam domačini ubili, ne? Ali pa 55-letni, ta je moj zmagovalec, 55-letni motorist iz New Yorka, tudi pred nekaj leti, ki je pred leti, torej z več kot 500 drugimi motoristi organiziral protest proti zakonu, ki zapoveduje zaščitno čelado kot obvezno. Se pravi, zakaj bi jaz kot motorist moral nositi zaščitno čelado? No in na tem shodu ne čez 2 leti, ampak na tem shodu je padel z motorja, udaril z glavo ob tla in umrl. Ja, darwinawards.com. Je pa zadeva seveda ironično, sarkastično, črno, humorna, drugače pa Darwinove nagrade, kar uporabna besedna zveza. Recimo lani je zlato in srebrno posredno s svojimi stvaritvami pobral Elon Musk. Ja. Uporabniki njegovih naprav. Tako. Potem Charles Darwin in njegova sestrična, ja. Morda niste vedeli, ampak Darwin je imel celo svoje življenje težave z zdravjem, nikoli sicer ni dobil kakšne resne ali pa specifične diagnoze, kaj naj bi bilo narobe z njim, morda tudi zato, ker mu je nagajalo pač več stvari, imel je hude glavobole, slabosti, nespečnost, izčrpanost, srčno aritmijo. Človek 21. stoletja. Ja, sodobni, normalni 30-letnik v 21. stoletju. No, ampak včasih torej ni mogel delati po več mesecev skupaj in zato 28 let je bil star takrat, so ga leta 1837 zdravniki poslali, takrat je imel resnejše težave s srcem, na oddih na deželi in obiskal je svoje sorodnike. V Staffordshireu, kjer je spoznal sestrično Emmo Wedgwood, s katero se je potem pozneje poročil, živela sta v vasi Down, kakih 20 km iz Londona. Zanimivo je, da se je s starostjo njegovo zdravstveno stanje izboljševalo, ne? Še danes pa ne vedo, katero bolezen je sploh imel, če se vrnem na začetek. No, v zakonu z Emmo se jima je rodilo 10 otrok, bil je zelo skrben oče, 2 od teh otrok sta umrla sicer v zgodnji mladosti. Je pa Darwin večkrat javno povedal, da ga skrbi, ne, da bi potomci imeli posledice, ker sta bila z ženo v tako bližnjem sorodu, pa k sreči težav ni bilo. Večina njegovih otrok je pa postalo uglednih članov britanske družbe, denimo sin George Darwin je očetovo teorijo o izvoru vrst, ki je takrat sploh sprva bila kar kontroverzna, ubranil celo pred Lordom Kelvinom, ki je imel pripombe takrat. Ja, prijateljevanje s Marksom. Še ena zanimiva zgodba, ne. Marx je Darwinove ideje videl kot potrditev svojih idej, ne, kot alegorijo za razredni boj. V bistvu je Darwina videl kot biološko podlago za socializem, kar noro. Se pravi, tako kot se vsako bitje bori za preživetje v sovražnem okolju, se mora za preživetje tudi kot razred, se moramo boriti kot razred proti tistim, ki ga ali pa jih izkoriščajo. Skratka, Marx je bil velik občudovalec Darwina, čisto zares naj bi načrtoval tudi to, da mu bo napisal posvetilo v Kapitalu, ne. Pisal mu je celo pismo s priloženo kopijo knjigo, no Darwin je pa to čast kar se da vljudno zavrnil in mu vljudno odgovoril. Ja, zahvaljujem se vam za veliko čast, ki ste mi jo izkazali s pismom in poslano knjigo Kapital. Želim si, da bi bil te časti bolj vreden, s tem, da bi bil
da bi bolj podrobno razumel predmet politične ekonomije, čeprav sta najini področji raziskovanja tako različni, si obe prizadevata za širitev znanja v dobrobit človeštva. S spoštovanjem, vaš Charles Darwin. Ja, kakšne 3 vrstice pisma ali pa 4, vmes pa please, ne. Ja, tako. Hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu o Charlesu Darwinu. Se slišimo zelo verjetno čez en teden.